Ljube učenke in učenci, drage dijakinje in dijaki. Povedal vam bom zgodbo o čudežu na sončni strani Alp. Ampak to ni pravljica. To je resnična zgodba o nastanku naše lastne države. Naša Slovenija je ena najlepših in najbolj navdihujočih zgodb. Poldrugo tisočletje, morda tudi dlje, vztrajamo pod temi gorami. Ne ujme, ne vojne vihre nas niso pregnale. Izgubili smo kamen, na katerem smo ustoličevali svoje vladarje. Jezika, pesmi in sanj nam niso vzeli. Preorali smo deželo, zasadili trto in splavili ladje na morje. Med prekmurskimi ravnicami in Tržaškim morjem, med Karavankami in belokranjskimi griči smo zgradili mesta in cerkve, šole, gledališča, tovarne, zbornice, akademijo. S 4 milijoni pridnih rok se ne bojimo samostojne prihodnosti. Slovenski narod se je s prepričljivo večino skoraj soglasno izrekel za samostojno državo. Leti 1990 in 1991 sta bili za nas dve zgodovinsko zgoščeni in prelomni leti, da nikoli prej in nikoli potem tako. V teh 2 letih se je spremenilo skoraj vse. Mi smo v 2 letih spremenili skoraj vse. Toda na začetku leta 1990, glede neodvisne in samostojne Slovenije, nismo bili prav nič enotni. Pa vendar se je na koncu vse izteklo v čudovito zgodbo o ustvarjanju enotnosti. K temu pa so pripomogle 4 magične prvine. Prva, jasna vizija samostojne države. Druga, odlično voditeljstvo. Tretja, iskren dialog. In četrta, tvorno sodelovanje. Nahajamo se v hiši spomina, v Arhivu Republike Slovenije. In za začetek zavrtimo čas nazaj na leto 1990. Torej mene ni. To sta 2 leti pred mojim rojstvom. Res je. Leta 1990 je bila Slovenija še vedno ena od republik tedanje Jugoslavije, ki je imela velike gospodarske težave, ni bila pripravljena na nujne spremembe in prisotna so bila mednacionalna trenja. Spomladi 1990 smo imeli v Sloveniji prve večstrankarske volitve, ki so prekinile desetletja političnega monopola Zveze komunistov. Postali smo sveža demokracija z malo izkušenj in tradicije, a z veliko enotnosti, entuziazma in dobrih namenov. To je bil čas velikih sprememb v celotni vzhodni Evropi. Leto prej je padel Berlinski zid. V socialističnih vzhodnoevropskih državah so se začele rojevati večstrankarske demokracije. Začel se je razpad Sovjetske zveze. Postanemo mejnik tega, kar smo doslej imeli, tega nočemo več. Hočemo nekaj drugega, ki tudi ne bojo nebesa, ampak bo vsaj ena možnost. Možnost, ki odpira nove možnosti in te bomo uresničili. V vrtincu sprememb so bile tudi v Sloveniji vse glasneje izražene težnje po demokraciji in večji samostojnosti znotraj Jugoslavije. Začela se je omenjati ustanovitev lastne države. Razvila se je v ozkem krogu intelektualcev, ki so nasprotovali tedanji obstoječi ureditvi. V začetku leta 1990 še zdaleč to ni bila prevladujoča zamisel. Vendar se je na to razrasla in razcvetela in tistemu času rečemo danes slovenska politična pomlad. Dialog je bil viharen. Bila sta nestrinjanje in prepir, vsekakor je bil dialog zelo strasten. Toda, kolikor se jaz spomnim, nikoli ni bil izključevalen. Če bi se to zgodilo, bi bilo konec zgodbe in ta bi bila nesrečna. Nik, mogoče se ti zdi to danes težko razumljivo, ampak želja po lastni državi se je takrat zdela izjemno drzna, skoraj neuresničljiva. Jugoslavija je še vedno imela zelo močno armado, ki je z orožjem grozila vsem, ki bi lahko ogrozili celovitost tedanje skupne države. Kljub temu so se dogodki odvijali hitro.
Novembra leta 1990 je na sestanku koalicije Demos v Poljčah padla odločitev za plebiscit. Večina tedanjih političnih akterjev se je poenotila in takratna slovenska skupščina je izglasovala zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Za zakon so glasovali 203 poslanci. Kdo je, prosim, proti zakonu? No, Barbara, kaj pa sploh je plebiscit? Plebiscit je po definiciji glasovanje ljudstva o pridružitvi ali razdružitvi od neke države. V našem primeru je šlo za glasovanje o tem, ali hočemo samostojno in neodvisno državo Slovenijo. Zakaj gremo v plebiscit? Zakaj ravno sedaj? S kakšnimi posledicami se srečujemo? Ali se tem posledicam lahko izognemo in kaj bo s plebiscitom nastalo? Izkušenj imamo dovolj, nabirali smo jih stoletja in predvsem zadnja desetletja. Ne dajmo se begati od različnih govoric, groženj in črnogledih napovedi. Kajti res gre za obstoj slovenskega naroda in za prihodnost. Ta prihodnost je utemeljitev plebiscita. In vidimo se vsak dan verjetno do 23. Potem pa računam, da naprej v novi kvaliteti. A napovedi plebiscita žal niso odobravali v jugovzhodnem delu Jugoslavije s Srbijo na čelu. Občutili so jo kot grožnjo in kot napoved razpada skupne države. Prizadevanja po osamosvojitvi so se začela, ker je jugovzhodni del Srbijo hotel unitaristično in centralistično državo, severozahodni del Slovenijo in Hrvaško pa večjo avtonomijo, a je ni dosegal. Vrstili so se medijski napadi, norčevanje, pa tudi grožnje. O slovenskem plebiscitu se v Avstriji veliko poroča. Dunajski Presse pa je te dni konkretno ocenil, da je z razpisom plebiscita Slovenija ponovno pokazala, da je iniciator in premikalec, kar zadeva novo ureditev Jugoslavije. Dejstvo je, da je Srbija veliko naredila za promocijo svojih stališč, tudi nikar imeti slabo vest. Britanski tisk, radio in televizija zaenkrat ne razpravljajo o slovenskih problemih in plebiscit omenjajo le v zvezi z volitvami v Srbiji. K temu pa dodajajo, da prav rezultat srbskih volitev sili Slovence k odločitvi za samostojno Slovenijo. Pri tem Sloveniji, če bi se odcepila, napoveduje verjetno tvegani obstoj, kajti slovenska zgodovina ne pozna neodvisnosti in z odcepitvijo bi Slovenija izgubila jugoslovanske trge. Ameriški sogovorniki nas vneto prepričujejo, da denimo Slovenija v primeru osamosvojitve nikakor ne more računati na naklonjenost in morebitno finančno pomoč. Uradna Amerika pa neuradno meni, da je plebiscit preuranjen in bolj posledica raznih strankarsko-političnih računic, kot pa nuje in trezne presoje. Veliki dogodek se je zgodil v predbožičnem prazničnem času 23. decembra 1990. Udeležba je bila rekordna. Dobro jutro, ura je zdaj le 7:01. Vi ste tukaj druga volivka na tem 16. volilnem mestu v krajevni skupnosti Prule. Kako da ste tako zgodaj prišli? Ja, žal mi je, da nisem prva. No, nekateri so res da čakali pred volišči, vendar s kakšnimi občutki danes prihajati? To vendarle niso navadne volitve. Slavnostnimi občutki, da sem dočakala ta dan. Upam, da bo udeležba 100% in da bo izid tudi pozitiven. Da bi zares vsem volivcem zagotovili udeležbo na plebiscitu, so za tiste, ki iz različnih razlogov od bolezni do starostne izčrpanosti niso mogli priti na volišča, oblikovali tudi tako imenovane mobilne volilne odbore. Gospa Marija, to pa imate glasovnico. Danes se odločamo, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Ja. Mi vas bomo pustili same. Jaz sem za to. Jaz sem za da. Ja, zaradi tega sem prišel domov
In prav tako so tudi od nas iz Nemčije razne avtobuse peljale v Slovenijo prav z namenom, da samo oddajo Slovenci svoj glas za ja in da smo samostojni. Da bi nam Bog dal malo blagoslova, da bi lepo živeli v naši Sloveniji. Za. Plebiscit je imel rekordno 93,2% udeležbo. Za samostojno in neodvisno Slovenijo se je odločilo 95% vseh udeležencev plebiscita. To predstavlja kar 88,5% vseh takratnih volilnih upravičencev. Objava, da je za samostojno neodvisno Slovenijo glasovalo več kot 760 tisoč prebivalcev Slovenije, je tu na Starem trgu v Ljubljani, bolj točno pred ljubljansko mestno hišo, sprožilo med tisoči zborovalcev pravi val navdušenja. To je naš trenutek. Na to smo čakali, ja, seveda, 65 let. Ja, jaz mislim isto, tudi naši otroci čakajo in jaz mislim, da je važno, kako bojo živeli naši otroci. Moram reči, da sem z veseljem zaobkrožila da, ker upam, da bo bodočnost tako nas kot naših otrok lepša. Zelo sem zadovoljna, drugega ne moram reči. Res enkratno. Še nikoli že in tako lepo, kot zdaj. Pravzaprav tale pesem pove vse. Spraševanje po občutkih se lahko zlije v eno. Veseli smo, srečni in praznovali bomo. Starejše generacije, ki so priborile samostojnost tej državi, jo zdaj predajajo v roke mlajšim generacijam. Mi pa lahko Slovenijo odgovorno vodimo naprej in ustvarjamo prihodnost za bodoče rodove. Izkazana volja po neodvisnosti, ki jo je na plebiscitu pokazal slovenski narod, je bila šele prva stopnica na poti do samostojne in neodvisne Slovenije. Sledili so meseci negotovosti in mrzlične priprave na dejansko osamosvojitev. Junija 1991 smo razglasili samostojnost. Sledila je agresija jugoslovanske armade in vojna za Slovenijo. Slovenski narod se je s prepričljivo večino skoraj soglasno izrekel za samostojno državo. To je dejanje njegove volje, za katero ni nikomur odgovoren, razen samemu sebi.